Kolomonov žege ali Kolomonove bukve, skrivnostne čarovniške bukve, zbujajo med ljudmi že stoletja neko posebno mističnost. V slovarju slovenskega knjižnega jezika opisana besedna zveza Kolomonov žege pomeni po ljudskem verovanju knjigo, s katero se da čarati, vedeževati. Danes smo vas pustili v naš rokopisni oddelek, v katerem hranimo številne dragocenosti. Med njimi so tudi Kolomonove bukve. Ob vseh skrivnostih in mistiki pa najprej mogoče nekaj strokovnih dognanj v zvezi s temi bukvami. Gre za eno izmed praznovernih knjig, ki je nastala iz posameznih listov in odstavkov, ki so krožili v prepisih med ljudstvom ob zatonu slovenskega protestantskega tiska in so jo prepisovali bukovniki. Kolomonov žegen naj bi bil prvič tiskan okoli leta 1750, drugič pa kar nekaj let kasneje, sicer okoli 1830. Kolomonove bukve so se poleg duhovne brambe pojavile kot blagoslov za potovanja in proti ognju. Njihova vsebina varuje pred tatovi, nevihtami, kroglami, čarovnicami, divjim ognjem, božjastjo. Varuje pa tudi živino, saj je Kolomon zavetnik živine. V Kolomonovem žegnu se poleg obrambnih žegnov nahajajo tudi razni zagovori. V njem najdemo na primer zagovor proti kačjemu piku, rotenje ter navodila, kako klicati duhove, dvigati zaklade in si od raznih svetnikov ali duhov pridobiti denar. Predstave posameznikov, ki pokličejo za to knjigo tudi v našo knjižnico, so različne. Večina si jih predstavlja kot velike črne bukve, ker jo seveda povezujejo z magijo in čaranjem. Prenekateri od njih pa je presenečen, ko ugotovi, da gre pravzaprav za zelo majčkeno, skoraj žepno knjižico, prirejeno za vojake in popotnike, da so jo lahko nosili pri sebi. V naši rokopisni zbirki hranimo 3 Kolomonove žegne. 2 izvoda smo pridobili z zapuščino dr. Franca Kotnika, etnologa z Dobri, ki se je ukvarjal z bukovniškimi rokopisi in jo je imel v svoji zbirki. 3. izvod žegna pa veliko kasneje, leta 2011, od zbiratelja in ljubiteljskega raziskovalca gospoda Franca Gornika iz Dobje vasi, ko nam je, preden se je poslovil, prinesel v dar nekaj dragocenega gradiva, ki ga je zbiral in hranil v svoji zbirki. Spomnim se, da je takrat glede Kolomonovega žegna dejal: "Shranite ga v vaši rokopisni zbirki, jaz čutim, da mu ni več mesta pri meni in da mora k vam. Nekomu ga moram predati, naj mu bo nasledstvo v vaši knjižnici." Ob tej priliki je tudi obnovil že leta prej objavljeno zgodbo v koroškem Fužinarju o tem, kako je iskal te svoje Kolomonove bukve. V rani mladosti je ob vseh skrivnostnih zagovorih in zakletvah slišal tudi za Kolomonove bukve. To ga je spremljalo skozi vso odraslo dobo, saj je bukve iskal desetletja. Ugotovil je, da se črne bukve niso dedovale iz roda v rod, kot je bilo to značilno za druge knjige ali predmete, ampak je lastnik, ki je bil ponavadi čudak in samotar, vse življenje izbiral, iskal naslednika, ki je moral biti poseben, molčeč in malo skrivnosten, da bi znal trajnost in moč knjige najbolje izrabiti ter čuvati. V preteklosti je ljudem, ki so se pečali s črno magijo, namreč grozilo versko izobčenje. Zato se je marsikateri lastnik črnih bukev na stara leta tudi pokesal svojega tako imenovanega pajdašenja s hudičem in smrtjo. Za prejem odveze jo je marsikdo izročil duhovniku, knjiga pa je ponavadi klavrno končala.
Gospod Gornik je bil večkrat na sledi kakšnemu od izvodov knjižice, a se mu je vedno tik preden bi ga že dobil nekako izmaknil. Po letih iskanja je lahko svojo željo po Kolomonovem žegnu le potešil. Se je dobil udar in odkupil obe bukvi, veliki in mali žegen. Nemške črne bukve pa so se mu nastavile kar same. Ko je pred leti šel mimo branžurnika, je knjiga kar ležala na kamnu ob cesti. Ob koncu svoje pripovedi je še dodal: Predrli smo mistiko neba, verovanje je oslabelo. Ne izpolnjujemo niti enega pogoja, ki je zahtevan za uresničitev moči Kolomonovih bukev. Z našo generacijo bodo šle v pozabo knjige, katerih ime in vsebina sta skozi stoletja vznemirjali Korošce. Takrat gospod Gornik še ni mogel vedeti, da bomo Kolomonov žegen iz naše rokopisne zbirke restavrirali in kasneje še digitalizirali ter ponudili na ogled na svetovnem spletu. In s tem črne bukve ne bodo šle v pozabo. To, da bomo originalni izvod skrbno hranili, pa je gospod Gornik vedel že takrat, ko nam ga je predal v hrambo.